Lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Tisti, ki me še ne poznate, moje ime je Teja in za vas pripravljam tarot napovedi. Na Instagramu in Facebooku lahko vsak dan preberete dnevno tarot napoved, tukaj na YouTubu pa pripravljam video napovedi. Do zdaj sem delala mesečne napovedi, ampak sem se odločila, da bomo od zdaj naprej delali tedenske napovedi, ki so malo krajše in potem bomo videli, kako to funkcionira. Dajte mi poročiti, kaj se vam zdi boljše, katera opcija vam je ljubša in bom potem tudi jaz razmislila, kaj bi lahko naredili v prihodnje. Zdaj zaenkrat bomo tukaj v moji kuhinji, ker je tako najlažje. Preden začnemo, bi se pa rada še res zahvalila vsem, ki gledate moje napovedi, ker mi na tak način potem dajete tisto motivacijo, da delam to še naprej. Hvala tudi tistim, ki lajkate in komentirate, čeprav takih vas je bolj malo in res bi vas rada spodbudila, da začnete lajkati in začnete komentirati, zato ker potem mi boste v bistvu pomagali, da bo ta kanal začel rasti in bomo tako lahko pomagali več ljudem. Ker če te napovedi pomagajo tebi, verjemi, da pomagajo tudi komu drugemu. In bolj kot bomo dejavni na tem kanalu, bolj bodo te posnetki v bistvu krožili po YouTubu in tudi več ljudi bo v bistvu našlo neko pomoč, neko novo upanje, neko tolažbo, mogoče neko usmeritev, ki jo rabi v trenutni situaciji. Zdaj pa dovolj klepetanja, gremo na napovedi. Dajmo kar začeti z vašo napovedjo, strelci. Zdaj najprej bomo pogledali v vašo bližnjo preteklost, potem bomo pogledali v trenutno situacijo in potem še bližnjo prihodnost. Potem pa bomo še vse te karte lepo razložili z dodatnimi kartami in poskusili dobiti več informacij oziroma kakšna pomembnejša sporočila glede vaše trenutne situacije. To so splošne napovedi, zato ne bodo enako natančne za vse strelce. Poskusite si te pomene interpretirati v svojo situacijo, kot pač začutite, in če karkoli mislite, da ni relevantno z vašim življenjem, enostavno ignorirajte. Zdaj, kot splošno energijo te napovedi imamo osmico novcev. Torej, videti je, da trenutno ste v neki fazi, ko nekaj zaključujete, nekaj, kar se vam je mogoče enkrat zdelo nemogoče, da bi spravili skupaj, zdaj dobiva neko končno podobo. Tukaj mogoče usklajujete neke različne energije, nekako iščete neke povezave ali pa nekako, jaz bi rekla tukaj, da predvsem ustvarjate in delate na nekih svojih ciljih, nekako zaključujete nek projekt. Kaj takega, bomo pa še bolj natančno pogledali. Zdaj v preteklosti imamo petico novcev in trojko kelihov. Videti je, da ste v preteklosti prišli v neko obdobje, ki ni bilo preveč simpatično. Nekako ste se znašli v nekih okoliščinah, ki so od vas zahtevale precej nekega žrtvovanja in potrpljenja. Mogoče je bilo to neko obdobje neke žalosti ali pa neke izgube, ampak videti je, da ste nekako potem uspeli najti neko harmonijo, mogoče ste našli neko osebo, ki vam je pomagala iti iz tega obdobja ven in vam vlila neko novo upanje. Tukaj videti potem neko lepo harmonijo, nekako so se energije v glavnem uravnale. V trenutni situaciji imamo paža kelihov in zaljubljenca. Torej tukaj videti, da je trenutno v vašem življenju nekako vse funkcionira, zelo lepe energije. Če ste v odnosu, odnos trenutno kaže, da lepo funkcionira, da se lepo razvija, da je tukaj neka lepa skladnost. Zdaj, če seštejemo te karte, imamo 11 plus 6 je 17. To nas navezuje na karto zvezda, ki je karta novega upanja, tako da definitivno vam ta situacija daje neko upanje za neko lepšo prihodnost. Zdaj pa v bližnji prihodnosti imamo petico mečev in šestico kelihov. Aha, ok. Zdaj vidim tako zgodbo. Tukaj ste vi s to vašo osebo. To je lahko vaša idealna služba, če jo imate, lahko je pač nekaj, kar vam trenutno res sede v življenju, nekaj, kar vam paše, nekaj, kar vam je všeč. Tukaj videti neko lepo harmonijo. In tukaj neka oseba, ki to vse nekako dopolnjuje. Zdaj, to so recimo lahko otroci, čeprav tukaj ne bi rekla, da gre za neke otroke. Tukaj gre za neko osebo, ki je nekako prisotna v tej situaciji, ampak na nek način je videti, kot da se zdaj ukvarja z nečim svojim in na nek način
ne posega v sam odnos ali pa v vašo situacijo s to osebo ali pa pač neko službo, idejo, pač karkoli imate. In videti je, da bo to na nek način še ostalo, ampak nekdo se bo tukaj našel, ki bo mogoče hotel razdreti to vašo lepo pravljico, ta lep mehurček, ampak ne se ustrašiti, ker bomo še potem bolj natančno razložili in pogledali, kaj to je in kako se temu izogniti. Tako da, dajmo zdaj najprej pogledati preteklost. Zdaj tukaj imamo karto sonce, ki jo bom položila kar sem. Zaljubljenca obrnjena, kraljica mečev in osmica kelihov. Evo, sem mi paše. Po mojem, bomo videli potem še. Tukaj imamo karto luna obrnjena narobe. Ja, definitivno to za vami neko težje obdobje, ko ste v bistvu, lahko da je prišlo tle do neke ločitve z vašo osebo, z neko osebo, ki vam ful pomeni, mogoče ste imeli neko idejo, nekaj, kar se je zdelo kot neko vaše poslanstvo in potem je prišlo do neke situacije, ki je naredila tukaj nek presek. Na nek način ste mogli se odmakniti od tega, ki je bilo na nek način za vas zelo prijetno. In to vas je v bistvu porinilo v to obdobje neke teme, neke žalosti, pomanjkanja, občutka zavrnitve in tako naprej. Ampak ste potem našli nekako neko moč, da ste zapustili to, kar vas ni več osrečevalo in ste se podali naprej proti nekemu novemu obzorju. Zdaj tukaj se ta možiček poda proti novemu pač, dajmo reči obzorju. Tukaj je luna in tukaj imamo tudi karto luna. Se pravi, šli ste proti nekemu cilju, kjer niste vedeli točno, kaj pričakovati. Vedeli ste, kaj želite doseči, ampak niste vedeli, kakšne ovire vas čakajo na poti. Dajmo pogledati, kaj se točno dogajalo. Šestica kelihov in kralj mečev. Zdaj ta situacija se lahko nanaša na prejšnji teden, lahko na prejšnji mesec, na prejšnje pol leta, na par let nazaj. Zdaj to si boste sami nekako znali vključiti v vaše življenje, ampak se pravi, vidite, da ste tukaj nekaj zapustili in hkrati ste potem prišli do tega, ko ste našli to neko lepo harmonijo, neko osebo, ki lahko zaupate in tukaj nekako vaša preteklost zbledela na nek način. Videti je, da ste zaradi tega dobili tudi veliko samozavesti, odločnosti in nekako ste postali vladar svojega življenja mogoče ali pa kaj takega. Vladar svojega življenja ali pa vladar te situacije. To pomeni, da se niste več počutili žrtev okoliščin, ampak ste nekako sprejeli odločitve v svoje. Sprejeli ste dejstvo, da imate odločitve v svojih rokah. Dajmo pogledati trenutno situacijo. Tukaj imamo karto cesarica, desetica kelihov obrnjena in sedmica palic. Ja, definitivno ste zdaj v tem trenutku našli neko srečo, zadovoljstvo, veselje. Tukaj videti lepo harmonijo tudi znotraj družine, če jo imate, oziroma znotraj vašega romantičnega odnosa, znotraj vaše službe, ki jo obožujete, če jo obožujete. Je pa tukaj ta oseba, ki na nek način, meni se ta oseba zdi kot nekdo, ki nekako, neka oseba, ki zna biti na nek način nevarna. Nekako izgleda taka prijazna, prikupna, vse je super, nekako se vriva zraven in nekako hoče poskrbeti, vam hoče pomagati, hoče, ne vem, nekako deluje tako kot nek tak, jaz jo vidim kot nek tak, kot nek nagajivček. Ampak to je samo, ampak maska je pa druga. Maska je kot nekdo, ki hoče na nek vsiljiv, ampak prikupen način nekaj pomagati. In nekako je videti, da tu vi, strelci, nekako ste že, mogoče zaenkrat niste še toliko zaščitniški, niste še toliko, ne postavljate nekih konkretnih ovir, ampak videti je, da se nekako pripravljate na to, da mogoče ta oseba lahko kaj tukaj zmeša kakšne štrene.
Dajmo pogledati na svet in izid. Ja, na svet je v bistvu kralj palic. Kralj palic je oseba, ki nekako ve, kaj hoče in zna to tudi na pravilen način sporočiti. Zdaj ne vem, in mogoče je to ravno to, kar, mislim, zdaj imamo tukaj tudi osmico tole novcev. Tako da jaz mislim, da se vi v bistvu zatekate v nek drug svet, nekako to stvar ignorirate, ampak jaz mislim, da se vi morate zdaj s to osebo soočiti in tukaj pokazati neke jasne meje, zato ker če ne, lahko hitro to gre izpod kontrole. Neke jasne meje, ampak pokažite jih tudi na nek način čustvenost. Mislim, tukaj imamo potem še karto stolp, karto hudič, kar nekako jaz mislim, da pod tem delom vi skrivate v bistvu, mislim, z delom se v bistvu odmikate od nekih situacij, s katerimi se nočete soočiti. In pomembno je, da tukaj nekako poveste svojo resnico, da pokažete ostre meje in s tem boste v bistvu tudi nekako prinesli v vaše življenje nekaj novega. Zdaj, kaj je ta as novcev? Dajmo samo pogledati na hitro, kaj je ta as novcev. Wow. Ok, sem že nazaj. Zdaj sem se malo izgubila, ne vem točno, kje sem ostala, ampak dajmo kar, mogoče vse z namenom, tako da dajmo kar še prihodnost naprej pogledati. Bližnja prihodnost. Ok, zdaj tle imamo lih 3 karte. Ne, imamo več kart, tako da bom jaz to kar preskočila. Ok. Tukaj imamo petico novcev, visoko svečenico obrnjeno in desetico palic. Ja, tukaj videti, da bo nek dogodek, ki bo nekako, bo prinesel to resnico na dan. Prej ali slej bo se resnica o tej osebi nekako bo prišla na površje. Zdaj, če boste vi odreagirali dovolj zgodaj in pokazali svoje meje, boste v bistvu vi preprečili, da ta resnica pride na površje, oziroma ko bo prišla na površje, bo samo neka potrditev, ok, prav sem naredil. Ampak, če ne boste tega pokazali, če ne boste pokazali te odločnosti, se lahko zgodi, da bo ta oseba na nek način naredila v vašem življenju neko škodo. Mislim, škodo zdaj, to je pri vsakem strelcu različno. To gre lahko samo za nek konflikt, recimo z vašim partnerjem, lahko gre za konflikt v službi, pač nek konflikt, ki se hitro razreši, lahko gre tudi za nek večji konflikt, lahko gre za to, da vam nekdo nož zabije v hrbet. Mislim, ne dobesedno, pač saj veste, kaj mislim. Ampak pomembno je, da ta karta opozarja tudi, da ne izpostavljate svojih slabosti. Tukaj je pomembno, da se zavedate, kaj si želite, da veste, kaj hočete in da nekako ostanete zvesti samim sebi. In nekako tudi, da v bistvu dovolite, da resnica pride na dan. Zdaj tukaj imamo desetico palic, kar na nek način tukaj nakazuje, da vas ta izkušnja lahko zelo utrudi. In jaz mislim, da tukaj vam ni treba karkoli skrbeti, ker tukaj imate še vedno lepe energije, še vedno tukaj vlada neka harmonija v tem odnosu oziroma v službi. Dajmo pogledati še na svet in izid. Ja, ok, ta oseba, zdaj mi je nekako jasno. Ampak ta oseba, ki je v vašem življenju in se lahko izkaže za drugačno, kot se zdaj kaže, bo lahko v vaše življenje prinesla neke nove strahove, neke nove konflikte, nekako bo dvignila na površje neke stare zakopane pač strahove ali pa karkoli nekako držite globoko v sebi.
Zdaj, vi se morate zavedati, da imate vso moč, da tukaj spremenite situacijo v svojo korist, ampak dajmo samo na hitro še pogledati, kaj bi lahko bilo to obdobje lune. Oziroma, dajmo pogledati, bom dala 3 karte, da vidimo, kaj točno se bo tukaj dogajalo. Dajmo vsaj probati približno razjasniti. Ok, kdo je ta oseba? Vi, energija. Kaj? Mislim, zaenkrat te karte, no, tukaj karte kažejo, da vam ni treba v bistvu nič skrbeti. Zdaj, tukaj lahko recimo, če to gre za nekega sodelavca v službi, ki je na nek način kao prijazen, potem pa se izkaže za neko hinavsko osebo, recimo. Če boste vi pristopili pomembno je, da ne kažete na svoje slabosti, da ste iskreni in da tukaj tudi poveste neko resnico, da si ne zatiskate oči pred problemom, da se ne zatapljate v delo zato, da bi se izognili temu problemu, zato, da bi se dokazali. Vi imate vso moč v svojih rokah in zdaj recimo lahko se zgodi, da bo ta oseba razkrila svoj pravi obraz in vas bo pred šefom izdala. In to bo dvignilo v vas neke strahove. V smislu, o ne, zdaj mi lahko da odpoved. Ampak če se vi zavedate, kdo ste in kaj ste, če se zavedate, da imate moč v svojih rokah, boste to z lahkoto premagali. Tako da pomembno je samo, da ste iskreni in pomembno je, da nič ne skrivate, ampak hkrati, da nekako poudarite vaše prednosti in da ne poudarjate vaših slabosti. Zdaj, če samo še na hitro povzamem, tukaj v preteklosti vidite, da je bilo da je prišlo do nekega pomanjkanja, nekako ste se počutili odrinjene, potem pa je tukaj nastala neka lepa harmonija. Nekako s to harmonijo ste začutili, da tukaj lahko neko okoliščine zapustite, nekaj, kar vas več ne osrečuje in tukaj ste našli neko lepo harmonijo v vašem življenju. Obstaja tudi neka oseba, ki zaenkrat deluje zelo prijazna, nekako vse lepo vključuje v vaše življenje, ampak veste že, da je potrebno pokazati neke meje. Pomembno je, da tukaj dvignete svoj glas in ji ostro poveste, katere so te meje, ker to vam bo v bistvu dalo neko moč za naprej. In v prihodnosti je videti, da se bo ta oseba izkazala za drugačno, kot je v resnici. To je lahko že naslednji teden, lahko je čez 2 tedna, ampak enkrat v bližnji prihodnosti. Pomembno pa je, da se ne ozirate na vaše pomanjkljivosti, ampak da ostanete iskreni, odprti in da v bistvu, da si ne zatiskate oči pred problemom, da se ne da ne iščete nekako varnosti v tem, da se zakopljete v delo, ampak enostavno, da se soočite s tem problemom in da tukaj pokažete na svoje prednosti. Ja, to bo dvignilo vaše strahove na površje, ampak jaz mislim, da imate tukaj vso moč, da, evo ja, tukaj imamo svečenika, vso moč, da to v bistvu speljete v nekaj trajnostnega in si v bistvu potem ustvarite še boljšo prihodnost. Strelci, upam, da mi je bila napoved všeč in se vidimo z novo napovedjo že naslednji teden.